Kot obljubljeno na začetku, zdaj še primerjava. Te primerjave med nekdanjimi in sedanjimi časi so sploh aktualne v zadnjih dneh. Tako kot je bilo v času nastanka Slovenske demokratične zveze, Socialdemokratske zveze Slovenije, Slovenske kmečke zveze in nekaterih drugih takratnih alternativnih gibanj, zvez in strank, tako kot je takrat obstajalo neko intelektualno jedro, ki je oblikovalo nacionalni program, izdan v glavnem v okviru 57. številke Nove revije, tako kot je takrat obstajalo neko jedro, ki je pripravilo teze za novo slovensko ustavo, kjer ne Jugoslavija, ne socializem nista bila več omenjena. Ni bilo nobene polemike s temi predmodernimi strukturami in pojavi, je pa v pisateljski ustavi temelj za to, kar je danes slovenska državnost. Skratka, tako kot je takrat obstajalo neko jedro, obstaja tudi danes. V okviru Slovenske demokratske stranke, ki je pravna, politična in tudi moralna naslednica Slovenske demokratične zveze in Socialdemokratske zveze Slovenije, jedro, ki pripravlja rešitve za situacijo, v kateri je danes Slovenija. V okviru našega strokovnega sveta nastajajo programi za naslednji mandat, ne glede na to, kdaj se bo začel. Nastaja bo tudi besedilo nove slovenske ustave za drugo republiko, v okviru katerega bodo postavljeni oziroma predlagani novi temelji za ključne spremembe, ki jih Slovenija potrebuje. 20 oziroma 22 let, če štejemo zdaj čas od nastanka Slovenske demokratične zveze, je pokazal, kaj od teh pričakovanj, ki smo jih takrat imeli, je bilo uresničeno, koliko od priložnosti, ki so se ponudile spotoma, je bilo uresničenih. Danes vemo, kaj od teh pričakovanj je bila iluzija, oziroma so bile iluzije in kaj je bilo realno. Vemo tudi, kako se je v tem času spremenil svet in dejansko je čas za dograditev temeljne družbene pogodbe Slovencev, ki se je reče ustava, in predlogi za to nastajajo. Smo odprti tudi za vse druge predloge z katerekoli strani. Bilo bi dobro, da bi prišlo tudi tukaj do tekmovanja, vendar pa do tekmovanja v smislu tega, kako naprej, ne pa tekmovanja v smislu tega, kako ohraniti obstoječe. To, kar imamo, se je stekalo. Vemo, kaj je bilo najdeno dovolj težko, vemo, kaj je bilo najdeno prelahko, in temu, kar je bilo najdeno prelahko, je treba dati dodatno težo. Skratka, ti programi nastajajo. Tisti, ki se morda spominjate iz neposrednih izkušenj tega intelektualnega vrvenja pred 22 leti, teh iniciativ, ki so se takrat pojavljale, teh programov, ki so nastajali, teh pobud o tem, kako naj se uredi slovenska prihodnost, smo se strinjali z mano, če rečem, da neko takšno vrvenje, neko takšno tekmovalnost v smislu pozitivnih predlogov glede prihodnosti potrebujemo tudi zdaj. Slovenska demokratska stranka namerava sprožiti ta proces, že v naslednjih tednih zaključujemo z analizo stanja in pripravljajo se novi programi, vključno z predlogom za novo slovensko ustavo. Hvala lepa.